Znova prav lepo pozdravljeni. Pred nami je še drugi sklop današnjega srečanja, ko vam bomo predstavili ukrepe za zajezitev širjenja in blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju zdravstva. K besedi uvodoma vabim državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje, magistra Tadeja Ostrca, ki je obenem vodja koordinacijske skupine za COVID pod okriljem Ministrstva za zdravje. Izvolite. Andreja, najlepša hvala. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kot je že uvodoma povedala, prehajamo v drugi sklop tega našega popoldanskega druženja in sicer sklop, ki se dotika epidemije COVID-19 in moja naloga je, da vam nekako predstavim način delovanja, vizijo delovanja, obvladovanja te epidemije, ki je z nami že dobri 2 leti in pol. Tukaj je en tak organogram za lažjo predstavo, kakšna je ideja tega obvladovanja epidemije in njenih posledic. Kot vidite, v sredini je koordinacijska skupina na Ministrstvu za zdravje, ki ima predvsem to osrednjo vlogo zaradi same priprave ukrepov in pa zbiranja priporočil. Kot vidite, so vse 3 puščice usmerjene proti Ministrstvu za zdravje. To pomeni, da Ministrstvo za zdravje daje pomen in pa prednost stroki, tako na eni strani skupina dr. Fafangela na NIJZ-ju, potem skupina dr. Jereba, ki se ukvarja predvsem z zdravstvenim sistemom, in pa skupina, ki jo vodi dr. Tanja Petkovič, ki se ukvarja predvsem z socialno-varstvenimi zavodi. Če podrobno pogledate, se točno pokaže, kje je fokus tega obvladovanja epidemije ali pa našega poslanstva, se pravi usmeritev covida in družbe in predvsem v 2 sklopih, to je na eni strani ščitenje ranljivih skupin, tako v bolnišnicah, kot pa tudi v zdravstvenem sistemu in socialno-varstvenih zavodih, in pa predvsem na drugi strani ščitenje zdravstvenega sistema, kjer pač želimo zagotoviti obravnavo vseh bolnikov, ne samo tistih, ki obolijo za COVID-19, ampak da cel proces poteka čim bolj nemoteno in normalno. Koordinacijska skupina za COVID na Ministrstvu za zdravje je sestavljena iz članic tako pravne stroke, potem sta 2 članici iz Ministrstva za zdravje in pa 2 vrhunski infektologinji, ena iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in pa druga iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. In tukaj se prav vsem zahvaljujem za sodelovanje. Kot že rečeno, ta koordinacijska skupina za COVID ima, za razliko mogoče od preteklih let, samo ta namen, da vzpostavi te pravne, finančne, organizacijske okvirje in skrbi za to, da se strokovna priporočila, ki jih poda stroka, prenesejo v prakso. Prav tako želimo med temi skupinami, da poteka sodelovanje, obveščanje, usklajevanje, zato da v bistvu, ko informacije pridejo tako do vas kot do širše javnosti, da so te informacije usklajene, da so te informacije takšne, da so razumljive tudi človeku, ki ta priporočila v bistvu mora udejanjati. Po našem mnenju je treba vse sprejete ukrepe in priporočila tudi ocenjevati in evalvirati in v bistvu to bomo sčasoma tudi začeli. Zelo, bom rekel, tak piloten projekt, pa je bil kar večji kot piloten, je bil že sodelovanje skupine na NIJZ-ju in pa naše koordinacijske skupine pri pripravi smernic oziroma usmeritev za šole in to je bilo, bom rekel, zelo lepo sprejeto. Je zadaj veliko dogovarjanja, veliko koordinacije, ampak kot ste videli, je vse od izdaje samotestov in vsega v šolah steklo zelo gladko in tudi sprejeto je bilo tudi na nivoju šolarjev in staršev zelo, zelo v redu. Mogoče se bom dotaknil nekaj teh stvari, ki smo jih že posredovali, pa jih mogoče velja še enkrat poudariti. To je na eni strani cepljenje. Priporočila za cepljenje so bila podana, se pravi cepljenje na eni strani proti COVID-19, na drugi strani je sezonska gripa. Se pravi, naša želja je, da se cepljenje organizira v obsegu in na način, da je čim bolj dostopen vsem, ki se bi želeli cepiti in seveda spet s tistim našim fokusom na poudarku, da je naj ta naročanje organizacije predvsem prilagojena potrebam starejših, ranljivih, krhkih oseb. S tem namenom smo
se pravi socialno-varstvene zavode ali pa domove za starejše občane, še posebej naslovili in jih tudi naslavljamo tudi s posebno skupino, kar bo Tanja potem v nadaljevanju še povedala. Se pravi, fokus cepljenja si želimo, da se izvede najprej v domovih za starejše občane, tako za COVID-19 kot tudi za sezonsko gripo. Pri sezonski gripi v bistvu ni večjih sprememb od prejšnjih let, se pravi, cepljenje se izvaja na enak način, cepljenje bo prostovoljno, brezplačno za vse zavarovane osebe, se pravi za tiste, ki se želijo cepiti, in zaenkrat se stroški krijejo iz sredstev proračuna Republike Slovenije, v naslednjem letu pa naj bi to ukorporirali, kar bi bilo tudi prav, se pravi iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pri testiranju ste tudi že vsi javni zavodi dobili poziv, se pravi, želimo si, in to se v večini primerov zgodilo brez večjih težav, se pravi, da so neke vstopne točke, kjer se bris čim hitreje izvede, se pravi najpozneje v 24 urah od naročila. Hitri antigenski test se izvede pri osebah s simptomi, pri tistih, ki predložijo pozitivni rezultat testa za samotestiranje, za namen prekinitve izolacije po 7 dneh, in pa seveda pri osebah, ki so napotene na bolnišnično ali pa na specialistično ambulantno zdravljenje, spet z namenom ščitenja zdravstvenega sistema. Test PCR se izvaja pri ranljivi populaciji, ki potrebuje hospitalizacijo. Tako kot sem že prej omenil, to so, bom rekel, povzete smernice, povzete usmeritve stroke, ki smo jih mi, bom rekel, dolžni implementirati v sam zdravstveni sistem. Največje vprašanje je bilo z vidika organizacije dela, se pravi, kako organizirati delo, kako organizirati delovanje bolnišnic, kako organizirati delovanje zdravstvenih zavodov. Dejstvo je, da je najboljše, bi rekel, najboljši odgovor na to, da si želimo, da delo poteka nemoteno, se pravi, da programi tečejo, da operacije tečejo, da ambulantni pregledi tečejo, seveda ne smemo pozabiti na tiste, ki imajo COVID, zato so priporočila oziroma usmeritve, da potekajo kohortne izolacije, da se pač prav tako in v socialno-varstvenih zavodih, kot tudi v bolnišnicah. Pri zaključku bi sam želel povedati, vi ste tisti, ki ste skupaj s svojimi zaposlenimi prebrodili te zadnje 2 leti in pol in poznate lokalne posebnosti, poznate svoje delovanje svojih zdravstvenih domov, bolnišnic, svojih ambulant, in vi ste tisti, ki lahko edini poveste, kako boste strokovne usmeritve ukorporirali. Če vam mi postavimo, bom rekel, neke preveč ozke smernice, delo postane neizvedljivo. In tle si želimo, da vi dobite krmilo ali pa volan nazaj iz odločevalskega vidika, mi pa smo dolžni poskrbeti za to, da vam nudimo cesto, pot, signalizacijo in seveda finančne in pa pravne okvirje. Hvala. Hvala. Kot je bilo javno že večkrat izpostavljeno, je vodenje epidemije v rokah stroke. Vodja nacionalne posvetovalne skupine za spremljanje gibanja virusa COVID-19 je vodja Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Mario Fafangel, ki mu zdaj predajam besedo. Izvolite. Najlepša hvala. Pozdravljeni. Načeloma imam 7 minut, ampak dobro, sem sposoben dovolj hitro govoriti, da bomo šli čez vse, kar je potrebno. Ne morem iti mimo zahvale. Zahval ministru za zdravje. Moja zahvala, da sem lahko danes tukaj, da lahko upravljam delo, ki ga znam upravljati, epidemiologija, in da lahko to delam pač samostojno v sklopu mojih pač obvez in po diktatih stroke. Zahvala moji hiši, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, da pač imamo suport, da lahko naše delo upravljamo, in pač seveda pristranska zahvala Centru za nalezljive bolezni, ki je v vsej tej zgodbi pač predstojnik sem, to je velik bias, ampak na NIJZ-ju je nosil veliko breme teh 2 let in pol, ki so za nami. Dajmo tako reči. Zahvala vsem 100 strokovnjakom, ki so del strokovne skupine, posvetovalne skupine COVID-19 na NIJZ-ju, ki so od julija, kot smo bili vzpostavljeni, naredili priporočila, ki nam že kažejo pot naprej za jesen in zimo
2022-2023, ki nas postavlja pripravljene, da vemo, kaj bomo naredili, če bo situacija bolj ugodna, ampak da tudi pričakujemo, kaj narediti, če bo situacija slabša. Vseh 100 in zahvala vsem vam, zato ker pravzaprav vsi izvajalci, tisti, ki ste imenovani, ampak tudi tisti, ki niste imenovani v skupino, ste del vsega tega. Vse naša priporočila so prilagojena na slovenski teren, na naše specifike. Ja, lahko mi vzamemo strukture ali izkušnje iz tujih držav, ampak na koncu dneva jih moramo prilagoditi na Slovenijo, na kaj je naš sistem, na kaj naš sistem premore, kaj zmore in na kakšen način. In to smo tudi naredili. Dajmo reči tako v teh 7 minutah. Zdaj črtamo pot naprej, ampak ne moramo jo narediti, brez da se ozremo malček nazaj, ne takšen kliše, ampak res je. Ne pozabimo, da smo dali skozi vsi tisti, ki smo od začetka v tem 2 leti in pol, ki so bili izjemno težki. In ne pozabimo na to. Ne. Zdaj, zgodbo, ki vam bom povedal danes, rdeča nit te naše zgodbe je v resnici pozitivna. Imamo boljša orodja, imamo imunost, ki smo jo dosegli s prebolevnostjo, s cepljenjem, imamo nova zdravila. COVID, omikron je takšen, kakšen pač je, ki nam omogoča kompletno drugačen spekter razmišljanja, kot smo ga imeli pred 2 leti. Ampak ne pozabimo, s čim smo bili soočeni pred 2 leti in pol, ne? In kako smo se odzvali in zdravstveni sistem je zmogel. Zdaj, ne pričakujemo tako pot naprej, smo pa še vedno bolj pripravljeni, da če bi se kaj drastičnega zgodilo, smo pripravljeni spet stopiti skupaj in narediti isto. Gremo. Jaz bi vam predstavil naših 5 stebrov, 13 priporočil, 2 faze, faza 1, faza 2, vse vnaprej začrtane, kaj se bo zgodilo, ampak pravzaprav si vzamem še čas, da vam iz prve roke podam malček epidemiološke situacije, ne, dajmo reči, kaj je moj kruh, pa tudi projekcije za naprej. Projekcije so zelo nadležna zadeva, ne, ker zdaj bomo se rekel, kdaj pričakujemo vrh, ne, ali kaj takega. Vse se bom spustil tudi v tole, ampak dajmo vzeti tako. Projekcije za naprej so narejene na tistem, ki vemo sedaj in na pač predpostavkah. Predpostavke pa so take, ne, da pocepili bomo relativno dobro, tudi s poživitvimi odmerki, prebivalstvo nad 60 let, ostalo prebivalstvo pač tako, kot je, ne, da omikron ostaja omikron, da trenutno ne pričakujemo neko varianto, ki nas bo presenetila in postavila nazaj na prvo polje te šahovnice. In da torej obvladujemo, da imamo to diskrepanco med okužbami in hudim potekom bolezni. To so predpostavke, da lahko potem govorimo, kaj naprej. Zimski val se je začel lani v resnici poleti, 15. avgusta, in potem smo imeli tisti ogromni val. Zdaj ta poletni val, ki smo ga imeli sedaj, je za nami. Smo imeli vrh tam pri 1700 potrjenih primerov, 7-dnevno povprečje. V bolnicah smo imeli na vrhu 320 oseb in pravzaprav to je zdaj za nami. Trenutna situacija je, da 7-dnevno povprečje počasi pada. Slovenci smo eksperti v platoju, ostajamo na tem platoju tudi tokrat. Počasi pada, R je pod 1, 1250 je zdaj 7-dnevno povprečje, v bolnicah pod 200 oskrbovancev, intenzivke pod 20. Skratka, kaj to pomeni? Pričakujemo, da bomo vstopili v nek nov val, ki bomo po zimi. Zakaj bomo vstopili v nov val po zimi? Bomo vstopili zaradi tega, ker pravzaprav mobilnost se bo spremenila, študijsko leto se bo začelo in pravzaprav epidemiološke danosti virusa so takšne, da v zimskem obdobju se drugače gibamo, bolj v zaprtih prostorih, to vse še vedno velja. Torej, številke bodo začele naraščati, substrat je nekako višji, kot smo imeli lani, okužb, ampak v bolnicah imamo pa boljše stanje. Nekako to je tisto, kar pričakujemo. Torej, v drugi polovici septembra lahko pričakujemo spet en porast števila okužb. Zdaj pa tisti nadležen del. Kaj bi se lahko po takih projekcijah zgodilo? Ja, da bomo šli gor, nekako, dajmo reči, prva polovica, druga polovica oktobra, lahko bi bil vrh, okoli 5000 okužb bi lahko obsegli tako visoko. Scenarije bomo pol kar pustili. Ne vem, če sem jaz tole premaknil, greste lahko nazaj. To gremo vse z glave, brez PowerPointa. PowerPoint pride kasneje. Lahko pričakujete pravzaprav take število okužb, ki pa ne bojo sledile stanje v bolnicah tako drastično, kot je bilo. In nekako na takšen način bi lahko prebrodili vse te zadeve pravzaprav v fazi 1. Kje smo v primerjavi z drugimi evropskimi državami? Visoko, najvišje, povprečje okoli 600 okužb na milijon prebivalstva, to je tam skupaj z Avstrijo in Grčijo. Ampak ne pozabimo, da pač različne države drugače testirajo. Mi ostajamo s testiranjem zelo, dajmo reči, natančni in kaj to pomeni? Nismo slepi.
Vemo, kaj se dogaja, testiramo dovolj, da imamo dovolj PCR-ja, da lahko sekveniramo, da lahko sledimo različicam, to je pomembno. Tako da okužbe, diskrepanca z pravzaprav hudimi poteki bolezni, to je tisto, kar pričakujemo. Zdaj, če bo vrh res takrat, pa mi boste povedali javno ali osebno po mailu drugič. Zdaj pa bomo začeli s PowerPointom. Cilji naše strategije zaščita ranljivih skupin, to ste že slišali, ohranjanje vzdržnosti zdravstvenega sistema, izogibati se restriktivnim ukrepom in pripravljenost vseeno na hitro ukrepanje, vkolikor bi situacija bila drastično spremenjena oziroma slabša. Šli smo v skupini čez vse scenarije, prve tri, ne bomo šli danes čez vse, samo da veste, da smo preigrali cel diapazon, spektr, kaj se lahko zgodi. Od tega, da COVID ni več problem, scenarij 1, do tega, da je zima težka, okužbe so spet, reinfekti so, ampak ta diskrepanca s hospitalizacijami in okužbami ostaja in torej težko obvladljiva zima, ampak še vedno obvladljiva. Tole predvidevamo to našo fazo 1 ukrepov in dobro priložnost imamo, da pravzaprav s fazo 1 prebrodimo celo jesen in zimo. Faza 2, vkolikor je ta pritisk na zdravstveni sistem prevelik, takrat moramo iz ščitenja ranljivih skupin preklopiti na dejansko obvladovanje, bolj intenzivno obvladovanje širjenja okužbe. Boste videli teh 13 ukrepov, kako se stopnjuje, če bi prestopili v fazo 2. Scenarij 5 je tisti črn scenarij, nekaj nas pelje na začetek. Nova različica, ki kompletno izogne našemu imunskemu sistemu, nimamo več nobene rezidualne imunosti, hudi poteki bolezni sledijo 1 na 1 okužbami in tisto je scenarij 5. Zelo, zelo malo verjetno, kakor je malo verjeten scenarij, da COVID zgine, ampak pripravljeni moramo biti tudi na to. To je teh naših 1, 2, 3, 4, 5 stebrov, 13 ukrepov, 2 faze. 13 ukrepov, ki so isti, to imate pač na spletni strani naša priporočila, vem, da ste verjetno že vsi šli čez njih, je bilo kar nekaj govora. Bila so pripravljena 14 dni nazaj, predstavljena, ministrstvo pravzaprav so, kako razumem, sprejeta v celoti in v implementaciji, fokus je seveda na fazi 1, v kateri smo sedaj in danes si bomo vzeli toliko časa, da gremo malček skupaj čez njih, vsaj enkrat, čez vse. Izpostavil bom cepljenje in zdravljenje. To so 2 orodja, ki sta ključna, nista invazivna in so enostavno pot naprej in nam omogočajo to pot naprej drugačno, kot je bilo pred 2 letih in pol. Cepljenje, vemo, da je tudi novo cepivo prilagojeno na BA1 pred vratih, vemo, da imamo fokus na cepljenje prebivalstva over 60. Mislim, da na koncu tega tedna boste lahko tudi izvajalci že naročali tudi posodobljeno cepivo, namenjeno je pač poživitvenim odmerkom in to je pot naprej. Torej, ključno, če želimo priti skozi fazo, čez celo jesen in zimo v fazi 1, cepljenje ranljivih skupin s poživitvenimi odmerki je ključno. Ker če ne, je pač 1 na 1, pride hudi poteki bolezni, pride preobremenjenost zdravstvenega sistema in seveda se preskoči v pač drugačne pristope. Maske, vem, da jih ne radi vidite, ampak naša priporočila so in v fazi 1 so, da priporočila za maske so v zaprtih javnih prostorih, pravzaprav nujna so pa v zdravstvu. To je v fazi 1. Vkolikor bomo preskočili v fazo 2, se ta nujnost razširi v vse zaprte javne prostore, vključno z javnim prevozom. In to je to, vse bomo mogli narediti v fazi 2, ko bo potrebno zamejevati širjenje okužb. Ne moramo pozabiti na COVID. Ni več tisti bav, ki je bil 2 leti in pol nazaj, je pa še vedno tukaj in pač nekako moramo prilagoditi z pristopi, ki so pravzaprav sprejemljivi. Torej, faza 1 maske, prezračevanje, to so pa te sistemski ukrepi in tle jaz mislim, da ta javno-zdravstveni fokus bil izgubljen. Mi govorimo, največkrat se sprašujemo, kaj bo obvezno za slehernika, za vsakega posameznika, kaj bo tisti ukrep, ki bo obvezen za tebe, ampak to ni sistem, to ni javno-zdravstveni sistem. Kaj je javno-zdravstveni sistem? Tisto, ki se dela, zdravo prehrano na NIJZ-ju, tisto, ki se dela z digitalizacijo, ki mora biti na meri človeka. To pomeni, da mi moramo omogočati človeku, da kupi zdravo hrano. Ne sme kupiti, ampak reklame glede zdrave prehrane, dostopnost zdrave prehrane mora biti ljudem omogočeno. In gremo iz tega primera pač zdrave prehrane na obvladovanje epidemije, je isto. Ni tisto, ki bomo rekli osebi, da je obvezno, ampak je tisto, ki je omogočeno. In ko gledamo o zakonskih obvezah, najbolj pomembne so sistemske rešitve, ki bojo omogočali vsem, da živimo v bolj zdravem prostoru. To je prezračevanje. In to ni obveza učiteljev, da odpre okno,
ampak je opolnomočenje učitelja in je pač zakonodaja, ki bo omogočila v bodoče zgradbe, ki bojo pač varne glede prezračevanja in bojo pač prilagojene za COVID in za vse druge respiratorne viruse. To je prava pot naprej. Ne? Torej, tam je mora biti fokus zakonodaje. Aplikacija Ostani zdrav. Kaj zdaj njena vloga? To je aplikacija, ki nas lahko obvesti o tveganem stiku, tako v zaprtih prostorih, kot če smo si dovolj blizu, če smo okužili, da bi lahko pač zboleli. Vemo, da zaradi nizke pravzaprav uptake, torej koliko oseb se jih je naložilo aplikacijo na naše telefone, učinkovitost ni bila ne vem kaj. Je pa en fokus v enem posebnem prebivalstvu, ki je zelo pomembno za obvladovanje epidemije in to je študentska populacija. Zelo digitalno pismena, vsi s telefončki, ki so pa bili gonilna sila veliko valov, predhodnih valov epidemije COVID-19 in tudi tukaj ob začetku šolskega leta bojo gonilna sila še naprej glede širjenja okužb. Tam v naših priporočilih gremo fokusirano, motivirati skupino, kjer je aplikacija lahko zelo učinkovita. In na koncu dneva, kaj to pomeni? Samo da boš ti vedel, če si bil v stiku s osebo, ki je imela COVID-19. In takrat boš pomislil, ali je res smiselno, da greš na obisk v DSO ali ne. In to je tisto, kar hočemo doseči na koncu dneva. V redu, gremo hitro skozi. Odzivanje na izbruhe, to je kar dela epidemiološka služba, to je še do sedaj fokus je na najbolj ranljive lokacije ali pa skupine, to pomeni DSO-ji, SVZ je še boljše, a ne samo DSO-ji. In pravzaprav azilni domovi in vse, kar zraven spada. To pač je delo epidemiološke službe. Izolacija ostaja en steber našega ukrepanja, torej če si bolan, ostani doma, po domače povedano. Zagotovo bojo novi razvoj, tudi glede same izolacije in trajanja. Temu sledimo in bomo prilagajali v naslednjih tednih in mesecih, pravzaprav glede na razvoj dognanj na področju kužnosti pravzaprav COVID-19. Priporočila za osebe, ki so bile v stiku, to so bivše karantenine, ampak še vedno, če veš, da si bil v stiku, zate veljajo priporočila. To pomeni, ne hodiš na obisk v SVZ, paziš na svoje zdravstveno stanje, če se ne moreš izogniti pa gnečam, nosiš dosledno masko še 7 dni po zadnjem stiku. To pravzaprav ostane nespremenjeno v 2 fazah. Spremljanje SARS-CoV-2, to je pač delo, to je ključno, da nismo slepi. To je delo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, NLZOH-a, IMI-ja, vseh laboratorijev, ki delajo laboratorijsko, mikrobiološko spremljanje in to je ključno, da nismo slepi. To se dogaja še naprej, ampak vemo, da nekega tapetnega testiranja ne bo več, tako da imamo Sentinel, mrežo, Episari, hvala vsem bolnicam, ki poročate, ključno orodje, izjemno kvalitetni vaši podatki, s katerim lahko vemo, kaj se dogaja glede SARI-jev in SARI-Covidov v bolnišnicah, pač pravzaprav ključno. In naprej, kar nas bo čakalo, odpadne vode na NIJZ-ju skupaj z NLZOH-u nadgrajujemo sistem spremljanja v odpadnih vodah, ker vemo, da ni pogojen na koliko se testira. In prav zdaj bo zalaufal tudi ena verzija, ki delamo skupaj z NLZOH-u v 16 čistilnih napravah in tudi tole spopolnjujemo glede samega spremljanja. Slepi ne smemo biti. Moramo paziti nove različice, moramo vedeti, kaj dogaja. Delo na domu, še eno priporočljivo ranljivih skupinah v fazi 1, priporočilo celotnemu delovnemu populaciji, ki lahko to naredi. Vemo, da zdravstvo smo malo posebni glede dela na domu, ki lahko to izvaja. In to je pravzaprav še en tak ukrep, ker so pomembno sistemske rešitve na zakonodaji, tudi dela, ki omogoča ljudem, da če smo nekaj dobrega iz tega COVID-a privlekli ven je, da se lahko dela na domu, ampak to ne pomeni, da moraš zoomati od jutra do mraka in da delaš več, kot si delal prej, ampak da zdravo delaš, bolj učinkovito, tudi od doma in to ima še en epidemiološko dobrobit. Dogodki in prireditve, vemo, da v fazi 1 nič ni prepovedano, zato ker je brez veze, da se gremo skrivati v garaže, ker je epidemiološka zadeva še slabša, ampak pravzaprav se zadeve delajo na luči dneva, dogodki so pač priporočila NIJZ-ja se morajo upoštevati, v fazi 1 je najbolj ukrep samemu ranljivemu prebivalstvu, kako se zaščiti, če se odloči, da na takšne dogodke gre, v fazi 2 pa pač priporočila NIJZ-ja za organizacijo teh dogodkov, higienska priporočila postanejo obvezna, najbolj glede minimalne prostornine, ki mora biti glede na število obiskovalcev. Samo testiranje, vzgoje in izobraževanje je že državni sekretar Ostrc povedal, dostopnost samotestiranja za vse udeležence v VIS, vključno z študenti in pravzaprav v prvi fazi priporočeno, vkolikor imaš simptome, v fazi 2, če so zadeve slabše, pa
presejalno obdobno vsaj enkrat na teden. Zdravljenje bo profesor Lejko boljše od mene povedala, ampak to so nova orodja, ki jih imamo in v projekcijah v vrhu, ki sem vam rekel na začetku, morate vedeti, da čeprav smo v teh projekcijah upoštevali nove matrike mešanja, torej da so šole odprte, da bo veliko mešanja med generacijami, vse to smo upoštevali, nismo pa upoštevali, da lahko zdravljenje še bolj vpliva na zmanjšanje števila hudih potekov bolezni. Tako da potencialno dobra pot naprej. Predikcije bi lahko bili, če bi upoštevali tole pravzaprav še boljše. Testiranje, tudi tole ste slišali, ne smemo ostati slepi, testiranje mora ostati dostopno in moramo zagotoviti dovoljšni volumen testiranja, da nismo slepi glede pojava novih različic. In toliko o mojih 7 minutah. Jaz se vam zahvaljujem, da ste šli zadnje 2 leti in pol to pot z nami, da bomo šli še naprej. Nismo pozabili tisto, kar smo se naučili. Pričakujemo drugačno pot sedaj, mogoče nekoliko spremenjeno, relativno, ne pa toliko bolj enostavno. So sistemske rešitve, s katerim zdravstvom se mora spopaditi in želja pa je, da tudi ne pozabimo na vse, kar smo se naučili okoli covida, tudi ko bo naslednje leto rutinsko v našem zdravstvenem sistemu verjetno vkomponiran, ampak nekaj teh ukrepov pravzaprav nam bo prav prišlo tudi za vse druge respiratorne viruse in ekstra slajd ga ne bomo niti šli čez njega. Hvala lepa. Hvala. Vlogo in delo nacionalne skupine za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za COVID bolnike v zdravstvenem sistemu pa nam bo predstavil profesor dr. Matjaž Jereb, ki skupino tudi vodi. Izvolite. Spoštovani, tekom zadnjih 2 let smo se o covidu veliko naučili. S covidom smo se naučili živeti in dejstvo je, da bomo s covidom živeli tudi v bodoče. Naša naloga je predvsem ta, da ohranimo zdravstveni sistem, bolnišnice, intenzivne enote, različne oddelke, v tej luči, da bomo strokovno ustrezno obravnavali tako bolnike s covidom, kot vse ostale bolnike, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo. Dejstvo je, da tekom pandemije od začetka številne države beležijo in se soočajo z občasno kritičnim pomanjkanjem postelj, tako navadnih, še večji problem je pomanjkanje intenzivnih postelj in Slovenija ni tu popolnoma nobena izjema. Vemo, s kakšnimi številkami smo se soočali v oktobru 2020, ko smo imeli v bolnišnicah več kot 1300 bolnikov. Vemo, s kakšnimi številkami smo se soočali v 4. valu novembra, decembra 2021, ko smo imeli preko 2100 bolnikov s covidom v bolnišnicah in skoraj 300 bolnikov s kritično obliko covida na oddelkih za intenzivno terapijo. Verjamem, da v to situacijo in s tako situacijo se ne bomo več soočali, razmere so danes popolnoma drugačne, imamo opravka z drugim virusom in nenazadnje, kot je bilo že omenjeno, imamo nova orodja, s katerimi lahko bolezen obvladujemo in pa obvladujemo. V začetku julija je bila imenovana nacionalna skupina za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za COVID bolnike v našem zdravstvenem sistemu, ki jo vodim. V tej skupini je 10 strokovnjakov iz različnih področij, tako iz bolnišničnega zdravstva, primarnega zdravstva, zdravnica, ki obvladuje področje domov za starejše osebe, zdravnika imamo iz urgentnega področja, imamo tudi predstavnico mladih zdravnikov. Ključna naloga te skupine je, da na nek način spremlja epidemiološke razmere in seveda, da odreagira bodisi z odpiranjem dodatnih postelj za covidne bolnike oziroma z zapiranjem postelj, ukolikor bodo razmere to omogočajo. Sama strategija je v tem trenutku nekoliko drugačna, kot je bila pri prejšnjih valovih. Nekako izbrali smo regionalni princip v tej luči, da se covidni bolniki načelno vodijo v lokalnih okoljih, vodstva bolnišnic,
kateri vodijo akutne bolnike, so bila dolžna zagotoviti do 10% postelj namenjenih bolnikom pozitivnim s SARS-CoV-2 virusno okužbo, s tem, da je sama oblika in strategija in organizacija dela v bolnišnicah in na teh oddelkih stvar vodstev. Na eni strani lahko organizirajo delo in vodenje teh bolnikov znotraj COVID-ih oddelkov ali pa znotraj rdečih con. To strategijo strokovno lahko zagovarjamo, dejstvo namreč je, da imamo danes pogosto opravka z bolniki, ki prihajajo v zdravstveni sistem z drugimi zdravstvenimi problemi in so ob tem okuženi s SARS-CoV-2 virusom, manj pa je bolnikov, ki prihajajo v zdravstveni sistem zaradi COVID-a kot osnovnega in glavnega problema. Manj imamo bolnikov recimo za klasično COVID-no pljučnico. Na nivoju bolnišnic imamo tudi lokalne koordinatorje, s katerimi pač sodelujemo na rednih tedenskih sestankih. To velja za navadne bolnike, kar se tiče kritično bolnih, je tu situacija enaka, kot je bila in razmere in vodenje teh bolnikov enako, kot je bilo v prejšnjih valovih. Ti bolniki s kritično obliko COVID-a se centralizirajo. Od začetka tega zadnjega vala imamo odprti 2 intenzivni enoti v Ljubljani in pa v Mariboru. Dodatno smo odprli ob porastu bolnikov intenzivni oddelek na kliniki Golnik in nekako načrtovali tudi odprtje oddelka v bolnišnici Celje, česar pa nismo realizirali ob ugodnejših razmerah. Kar se tiče urgentnih centrov in pa dela na primarnem nivoju, tu predvsem ključno, da so bolniki tako s COVID-om kot ne COVID-om ustrezno strokovno oskrbljeni in tu kakih pomembnih sprememb nismo peljali. In tudi kar se tiče samih domov za starejše občane, potem socialno-varstvenih zavodov, delovnih centrov, tu je pomembno, da registriramo okužene posameznike, da jih izoliramo in da jih seveda, ukolikor ne potrebujejo bolnišnične obravnave zaradi težine bolezni kot take, ne premeščamo v bolnišnico. Kar se epidemiološke situacije trenutne tiče, vemo, da gredo številke navzdol, kar je bilo že nekako omenjeno, grejo navzdol počasneje, kot bi si mi želeli, skratka nekako smo na nekem platoju. Dejstvo pa je, da število bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo, število COVID-nih bolnikov, ki potrebujejo sprejem v bolnišnico, pada, seveda počasneje, kot rečeno, kot bi si mi želeli, pa vendarle številke grejo navzdol. Vemo, da smo se koncem julija soočali z najvišjim številom bolnikov v bolnišnicah, v enem dnevu smo imeli sprejetih in vodenih 329 bolnikov. Gre za bolnike tako na navadnih oddelkih, na COVID-nih oddelkih, na rdečih conah kot na intenzivnih oddelkih. Največ jih imamo in vodimo in zdravimo v UKC Ljubljana, sledi Maribor, kar je razumljivo glede na kapacitete postelj, ki jih imamo. Tu so konkretne številke, konkretno danes je v slovenskih bolnišnicah na navadnih oddelkih 186 bolnikov. Nekako se načrtuje, da bo ta trend šel še v naslednjih tednih nekoliko navzdol. Skratka, razmere so obvladljive. Razmere so obvladljive tudi na intenzivnih oddelkih, smo pod številko 20. V primerjavi z kapacitetami, ki jih imamo v bolnišnicah, zgoraj so kapacitete navadnih postelj, spodaj kapacitete intenzivnih oddelkov, vidimo, da je prostora dovolj. Skratka, lahko strokovno ustrezno vodimo tako bolnike s COVID-om, kot tudi ostale bolnike na drugih oddelkih z drugimi zdravstvenimi problemi. Tu so predstavljene številke, koliko postelj je bilo odprtih za COVID-ne bolnike, navadnih postelj 325, intenzivnih postelj 26. Prehodno smo število navadnih postelj dvignili na 382, pa jih ponovno znižali glede na umirjanje situacije. Nekako govorimo o približno 10%, ki naj bi jih bolnišnice kot take namenile za COVID-ne bolnike. Seveda so pa tu mišljene funkcionalne postelje, ker mi vsi vemo, da je de facto postelj, ki jih uradno imajo bolnišnice več, konkretno v
akutnih slovenskih bolnišnicah je teh postelj dobrih 6000 funkcionalnih, vidite pomembno manj. Jasno, določene postelje so zaprte zaradi pomanjkanja osebja, zaradi gradbenih del. Ne nazadnje med celokupno število postelj uvrščamo tudi postelje namenjene za dializne bolnike, postelje za porodnice in tako naprej. Skratka, še enkrat, razmere lahko obvladujemo. Verjamem, da jih bomo obvladovali tudi v bodoče, sploh kar se tiče navadnih oddelkov, zelo verjetno tudi kar se tiče intenzivnih oddelkov, s tem, da tu bi želel še enkrat izpostaviti, da intenzivni oddelki so potencialno kritično mesto, namreč tu imamo pomembno manj rezerve, če bi število okuženih v populaciji pomembno raslo oziroma če bi se pritisk na bolnišnice pomembno dvigoval. Namreč zavedati se moramo, da imamo v slovenskih bolnišnicah 312 intenzivnih postelj. Številka je relativno nizka pod evropskim povprečjem. Za primerjavo, recimo v Nemčiji imajo več kot 30 intenzivnih postelj na 100 000 prebivalcev in seveda tu prav veliko manevrskega prostora ni, ob tem, da na letnem nivoju mi oskrbimo od 12 000 pa do 15 000 življenjsko ogroženih posameznikov in za večino teh bolnikov bojo potrebne te postelje tudi v bodoče. Skratka, če bi potrebovali dodatne postelje za kritično bolne covidne bolnike, seveda jih te pridobimo z odpiranjem dodatnih postelj na drugih lokacijah, na eni strani, na drugi strani z ukinjanjem nekaterih načrtovanih dejavnosti in posegov, ki zahtevajo pooperativne vodenje na intenzivnih oddelkih. S tem, da vemo, v tem drugem ukrepu se dela škoda v populaciji, škoda je bila narejena tudi v teh zadnjih 2 letih, vendar drugače dejansko ni šlo. Kar se tiče odpiranja dodatnih kapacitet in dodatnih intenzivnih postelj, pa smo tu seveda omejeni z kadrom. Nam že danes primanjkuje ustreznega izobraženega kadra za oskrbo kritično bolnih posameznikov na intenzivnih oddelkih. Samo če pogledate standard, za eno intenzivno posteljo potrebujemo 5 medicinskih sester oziroma 1,2 zdravnika, govorimo za 24/7-urno obdobje, 7-dnevno obdobje. Tekom epidemije se je ta standard sicer pomembno znižal na 1,7 sestre in 0,4 zdravnika na posteljo v vrhu epidemije novembra 2021, to so podatki za UKCL Ljubljana. Verjamem, da v nekaterih manjših bolnišnicah je bilo razmere še pomembno slabše, skratka govorimo o potencialno nevarnih razmerah, da nekako ne izpostavim tega, da so to strokovno neprimerne razmere. Zato je na mestu, da seveda z vsemi orodji in ukrepi, ki jih imamo, preprečimo širjenje okužb v populaciji, da vplivamo na število okuženih v populaciji, na ta način zmanjšamo pritisk na bolnišnice in da ohranimo bolnišnice za oskrbo vseh bolnikov, ki bodo bolnišnično zdravljenje potrebovali. Če želimo odprt 100 dodatnih intenzivnih postelj za covidne bolnike, potrebujemo 500 medicinskih sester po standardu, skratka enormna številka. Zato tudi nekako strategija, ki je dogovorjena z svetovalno skupino na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, da vkolikor bi projekcije kazale, da bomo v 21 dneh presegli 50% kapacitet v intenzivnih enotah namenjenih COVID bolnikov, gremo v naslednji korak oziroma v bolj striktne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb. Oziroma tu smo si pustili še nekaj dodatnega manevrskega prostora, ker namreč tudi nižje število bolnikov na intenzivnih oddelkih predstavlja obremenitev za zdravstveni sistem in kolikor bi bila dinamika počasnejša, s čimer smo se soočali v 4. valu, bi bila morda potreba po dodatnih ukrepih potrebna že prej oziroma ob nižjem odstotku zasedenih intenzivnih postelj. Kar se projekcije tiče, projekcija je na nek način relativno ugodna, govorimo o bolnikih, ki jih bomo zaradi COVID-a spremljali v bolnišnice v naslednjem mesecu, v naslednjih 2 mesecih. Tu so podatki za navadne postelje, tu so podatki za intenzivne postelje, skratka gre za številke, ki jih bomo lahko obvladali.
Kaj bo v zimskih mesecih, težko zanesljivo napovedujem. Dejstvo pa je, da se bomo v zimskih mesecih soočali s porastom drugih virusnih okužb. V ospredju bo gripa, dodaten pritisk na bolnišnice in tudi na intenzivne oddelke bodo predstavljali številni starostniki z različnimi kroničnimi boleznimi, ki se jim lahko ob različnih virozah pomembno poslabša. Zato je še enkrat poudarjam, potrebno je uporabiti vsa orodja za obvladovanje in za preprečevanje okužb, ki jih imamo. Govorimo o že omenjenih splošnih ukrepih, cepljenju in pa seveda, da uporabimo po znanih indikacijah vsa zdravila, ki jih imamo na razpolago in verjamem, da bomo razmere zanesljivo obvladali. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala. Kakšne so novosti na področju zdravljenja COVID-19 nam bo predstavila predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, izredna profesorica dr. Tatjana Lejko Zupanc. Izvolite. Dober dan, lepo pozdravljeni. Nekaj so novosti, nekaj že poznate. Začeli bi pa z epidemijo, ki jo je rešilo cepljenje, bolezni, ki je ohromila ne vem koliko ljudi, otroški paralizi praktično danes ne poznate več. Medtem ko tale druga bolezen, s katero smo se srečali in ki je zahtevala tudi veliko umetne ventilacije, pa zelo verjetno ne bo tako dobro odgovorila na ta ukrep, kolikor si pač zelo želimo, da bi cepljenje kot najpomembnejši javnozdravstveni ukrep bilo 100% učinkovito, je žal ta virus tak, da se temu izogiba. Zato bo potrebno iti na druge načine, predvsem govorim o terapiji. Tole bi, če smo se že zahvaljevali različnim ljudem, bi se pa jaz zahvalila vsem zaposlenim v zdravstvu, ki so nosili breme epidemije. Tole so podatki iz kliničnega centra. Če bi mi kdo rekel, da je možno imeti 100 bolnikov v intenzivni terapiji pred 3 leti, bi rekla, da se heca, a ne, da je to znanstvena fantastika. To smo žal doživeli in sedaj so seveda razmere nekoliko umirjajo, ampak še zmeraj zahtevajo kar nekaj bolniških postelj. In to bi še rekla, glede na to, kar je povedal profesor Jereb, 10%, oprostite, je kar veliko. Ne morejo si vse bolnice kar tako privoščiti 10% postelj opremljenih z kadrom, z aparaturami, izoliranih. Skratka, tega si ne želimo in to moramo preprečiti. To je pač neki grafiki, kažejo gibanje v državi. Vidite, da so številke bile velike, ampak mi bomo zdaj šli malo bolj na tale temo tega predavanja in to je na terapijo. Predstavljam vam konico omikrona, da boste razumeli, zakaj se ta virus tako spretno izogiba imunskemu sistemu v primerjavi z konico virusa delta. Vidite, da je vse plavo, to so vse mutacije. In vse, kar naredimo, kar je vezano na vezavo na protein bodice, bodisi da gre za cepiva, bodisi da gre za zdravila, so seveda stvari, ki imajo precej kratek rok trajanja. Omenila bi še to posebnost tega virusa, če vidite tole, ne vem, če bo tale stvar delala. Tlele nekje je meja, 7. dan se začne imunski odgovor proti virusu, ko ga tudi z najboljšim protivirusnim zdravilom več ne moreš pregnati, kajti takrat odreagira telo samo in zato je pomembno, da če damo protivirusno zdravilo, ga moramo dati v prvih 7 dneh, idealno v prvih 5 dneh. To je nekaj, kar si velja zapomniti. No, spomnila bi vas na monoklonska protitelesa, ki mislim, da so rešila kar veliko življenj pri nas uporablja, ta so izdelana tako, da se vežejo na protein bodice in tako preprečijo vezavo virusa na celico. Uporabljali smo vse, kar smo lahko dobili. Najbolj učinkovita seveda so, če jih uporabimo čim prej. Imeli smo uspehe tako z kombinacijo casirivimaba in imdevimaba, regdanivimaba in potem kasneje tudi sotrovimaba. Žal pa se je zgodilo to, kar sem rekla že prej,
da ker so tako zelo specifična, so podložna pač tem problemom pri mutacijah in seveda večina teh trenutno aktualnih protiteles nima več aktivnosti proti vsem variantam omikrona in jih ta hip ne uporabljamo, čakajoč na podatke iz raziskav, morda bo kakšno zdravilo spet prišlo v akcijo. Beptelovimab, zdravilo, ki edino pravzaprav ima aktivnost proti različici omikrona, pa ta hip ni na voljo v Evropi in le v ZDA. No, kaj pa je na voljo? Na voljo je pa tale koktejl dveh dolgo delujočih protiteles v preparatu Evusheld, ki pravzaprav se aplicirata intramuskularno za razliko od ostalih monoklonskih protiteles, ki se dajo v žilo in je namenjeno to zdravilo predvsem tistim, pri katerih že vnaprej vemo, da tudi če se bodo cepili, cepljenje ne bo uspešno ali bo slabo uspešno, ker se zaradi okvare imunskega sistema bolniki slabo odzovejo na cepljenje. Učinkovitost tega zdravila je bila kar dobra za ščitenje pred ponovno okužbo. Zaenkrat je indicirano zdravilo za vse starejše od 12 let, z seveda določenimi dejavniki tveganja. Nimamo še indikacije za terapijo, to bomo še videli, kako se bo razvilo. Zdravila bo, tisti zdravniki, ki se ukvarjajo z motnjami imunskega sistema, ki imajo bolnike z hudo okvaro, bodisi transplantirance, bodisi kakšne bolnike na kemoterapiji, na kakšnih bioloških zdravilih, to zdravilo poznajo in ga tudi že aplicirajo. No, remdesivir je pa pravzaprav naš stalni spremljevalec, skoraj zelo kmalu pravzaprav se je to zdravilo pojavilo. Sprva smo ga uporabljali za zdravljenje covid pljučnice, dokler ni bilo popolnoma jasno, da ko gre enkrat zares, takrat pravzaprav protivirusno zdravilo ni več indicirano in je treba dati protivnetna zdravila, to se ne bom spuščala. In tudi dokazali so, da krajše zdravljenje pravzaprav primerljivo z daljšim. Novost je pa tole, in sicer zdravilo je sedaj popolnoma odobreno, registrirano in ima novo indikacijo in preprečuje za preprečevanje težkega poteka pri bolnikih, ki sicer še ne potrebujejo kisika, vemo pa, da potencialno se pri njih lahko razvije težka oblika. Saj na kliniki, pa kakor vem, tudi v drugih bolnišnicah smo to zdravilo zdaj kar veliko uporabljali, čakajoč na nova zdravila, ki jih bo pa možno uporabljati doma. Eno takih zdravil, ki se žal zaenkrat še ne uporablja masovno, je zdravilo molnupiravir. Ko smo ga dobili v državo, je bilo v času obravnave na EMI. Nekatere velike države, kot so Združene države, Velika Britanija, so ga že kar precej masovno uporabljale, ker pa zdravilo ni dobilo še odobritve EME, zaradi tega, ker je klinična raziskava, ki so jo predložili EMI, kazala druge podatke kot kasneje končna raziskava, pa še drugi problemi so bili z vprašanjem varnosti. Zdaj upamo, da bo ta stvar zdaj rešena. Se pri nas predpisuje pod posebnimi pogoji. Kolikor imamo izkušenj s tem zdravilom, je pa tudi kar bilo dosti učinkovito, predvsem bi ga pa verjetno morali uporabljati kasneje pri bolnikih, ki pa niso kandidati za naslednjo zdravilo, to je pa zdravilo, ki je v ponedeljek prišlo na prve točke v zdravstvenem sistemu v Sloveniji. Dolgo smo ga čakali, ker so bile težave, pravzaprav različne težave s tem, in gre za inhibitor virusne proteaze, gre za kombinacijo dveh zdravil, eno zdravilo pravzaprav omogoča visoke koncentracije drugega zdravila, učinkovitost za preprečevanje težkega poteka je kar visoka iz raziskav, zdravilo ima popolno odobritev in EME in FDA, seveda pa je vedno kača v paradižu, in tudi tukaj je, in to je interakcije, kajti vemo, da zdravilo ritonavir, ki sicer dviga koncentracijo tega učinkovine nirmatrelvirja in pa dviga koncentracijo tudi drugih zdravil, ki se presnavljajo skozi isti sistem. Zaradi tega je treba natančno preveriti interakcije, na srečo imamo pa kar zelo dobra, enostavna orodja, s katerimi to lahko naredimo.
In pa še stranski učinek zdravila, opisujejo en zelo tak zoprn okus v ustih, ampak prvi pacient, ki je zdravilo dobil v soboto, še ni poročal o tem. Zdaj, kaj so ključni pogoji, da se izboljša epidemična situacija, smo že danes slišali, predvsem mislim, da mora biti testiranje dostopno, da imamo natančno epidemiološko spremljanje, da cepimo s poživitvenim odmerkom ranljive skupine, kolikor je to le mogoče, in seveda, da imamo zadovoljivo dostopnost do protivirusnih zdravil in da kakšno od teh zdravil začnemo uporabljati bolj masovno tudi v domovih za ostarele. Tole sem preplonkala iz enega uvodnika Nature. Dejstvo je, da je zdaj že jasno, da verjetno se virusa ne bomo tako kmalu znebili, da gre za endemični virus, da smo se seveda odločili, da bomo z virusom živeli, vendar to pa ne pomeni, da moramo virus ignorirati, ampak da se moramo do te mere prilagoditi, da ne ovira našega življenja oziroma da ne povzroči škode tako v družbenem smislu, kot pa seveda tudi v smislu bolezni, invalidnosti in zasedenosti postelj. To upanje, da bodo cepiva ali pa to, da smo vsi preboleli COVID, ustvarjali kolektivno imunost, to upanje je pa že oslabelo, kajti vemo, da je kar veliko ponovnih okužb, zato pravzaprav se vsi strinjajo, da bo virus verjetno ostal tako, kot so vsi ostali koronavirusi, s katerimi smo se leta in leta srečevali po zimi. Cepljenje bo pa preprečevalo težek potek, ne bo pa verjetno virus izkoreninjen. Hvala lepa.